Dobrodošla so vprašanja med samo delavnico, ki jih lahko napišete v komentarje. Jaz se bom potrudil in vam odgovoril. Za vse ostale, ki vas turška kava ne prepriča, pa nudimo espresso in vse druge oblike italijanskega espressa v MCC kavarni med tednom od 9:30 do 10:30 vsak dan. Vabljeni. Dober dan, pozdravljeni v delavnici kuhanja turške kave z Celjskim mladinskim centrom in MCC kavarno. Moje ime je Aljaž Cesnik in vam bom probal na spletu ponovno povedati par detajlov o kuhanju turške kave. Seveda toliko, kolikor je ljudi, ki pijejo turško kavo, toliko je načinov priprave le-te. So pa zadnjih par let dognanja pri kuhanju kave pripomogla k temu, da lahko kavo skuhamo malo drugače, kot so nas naučile to naše babice oziroma stare mame, in pripravimo res dober kavni napitek. Zdaj pri kavi, ali rečemo turška, bosanska, grška kava, pravzaprav gre za isti tip. Mogoče je razlika v tem, da turška oziroma grška kava se kuha tako, da se v hladno vodo že da kava in tudi sladkor, tisti, ki si kavo sladkajo, in se ta tekočina potem segreva. Pri našem načinu oziroma bosanski kavi pa devamo večinoma kavo v vročo vodo. Zakaj uporabljam besedo vročo vodo? Ker to je ta majhna razlika, da kave ne prevremo, niti vode ne zavremo. Se pravi, kava nima rada prevroče vode, tako na aparatu za italijanski espresso, kjer je temperatura vode nekje od 92 do 95 stopinj. Poskušamo tudi doma pri kuhanju kave, se pravi, priti do tega. Kako pridemo do tega brez termometra? Se pravi, ko se v džezvi pojavljajo na dnu posode majhni mehurčki, takrat odstavimo vodo, v to umešamo želeno količino kave in počakamo 2 minuti in dobimo kavo. Zdaj gremo na kavo, se pravi, sestavine za kuhanje kave so džezva. Zdaj bomo poenostavili zadevo, tako ko vsi to delamo doma. Enkrat si lahko zmerite, da veste točno približno, kje ste, pol pa ne rabite več tega delati. Se pravi, mogoče je pomembno povedati razmerje, ki je smiselno, da je nekje 1:10, lahko je tudi več in močnejša kava, manj skoraj ne priporočam. Se pravi, za 100 ml vode damo 10 gramov kave. Iščas, ko voda vre. Jaz bom zdaj, ker bakrena džezva seveda ne dela na indukciji, si jo bom tule lepo pripravil. Zdaj, pri sami kavi, s katero se še vedno velik del Slovencev prebuja, je tudi pomemben ta ritual, tako da eni se pač zbudite, letite v službo, pa si iz avta vzamete coffee to go, to je v redu. Si verjetno pol popoldan skuhate kako kavo doma. Eni pa pač začnejo dan z turško kavo. Se pravi, povedal sem o razmerju kave in vode. Super je, da kavo vzamemo, kjerokoli mešanico pijemo, je pomembno, da je kava mleta zelo fino, tako kot moka, zelo pudrasto. Pa super je, če lahko imate sveže zmleto kavo. Zdaj lahko delate to na roke, pa imate še malo telovadbe zraven, pa tudi podaljša ta jutranji ritual, ali pa uporabite električni mlin. V vsakem primeru je super, če si kupite kavo v zrnu in jo meljete, preden jo pripravite. Se pravi, da tile mehurčki nam povejo, da ima voda nekje 95 stopinj. Jaz bom zato prelil v bakreno džezvo. Vedno pustimo dovolj prostora še potem za kavo, da jo lahko mešamo.
Tako ko sem zmeril prej skodelico, sem tudi zmeril gramaturo teh čajnih žličk, tako da ena taka zvrhana žlička ima med 8 in 9 grami, se pravi za 200 ml bomo dali še takole malo, evo ga, 2 zvrhane žlici kave. Kot sem že povedal uvodoma, kavo odstavimo, zmešamo in pustimo 2 minuti. Za turško kavo je pomembno tudi to, da je kava medium spražena, se pravi, da ni preveč spražena, tako kot za italijanski espresso. Dobimo lepo rjavo peno. Za tiste, ki radi prerokujete iz kavne usedline, si lahko kavo prelijete v skodelico takoj, tako da bo materijala za napovedovanje prihodnosti več. Vsi ostali pa pač počakamo 2 minuti in si potem prelijemo v skodelico kavo. Tako sem rekel, da je zelo veliko načinov, kako se kava pripravi, je tudi pomembno pri kavi, vsaj za mene, ritual pitja kave, se pravi, da imamo za kavo najprej čas, da jo skuhamo in potem tudi čas, da jo spijemo. In vedno je super, v teh časih pa še toliko bolj, da kavo pijemo v družbi, tako da jaz bom zdaj to kavo prelil in se usedel tamle lepo k oknu in vam bom ob kavi, seveda v dobri družbi, povedal še kako anekdoto o nastanku kave in pa tudi nekaj še o samem praženju kave. Zdaj, kavica kakšna je, kakva se ti zdi? Mogoče je ta pozna jesen čas za ob pitju kavi, da tudi za pripovedovanje kakih zgodb, tako so nam jih pripovedovale babice. Mi smo takrat sicer pili belo želodovo kavo, ko je zdaj tudi popularna, one so pile pa turško. In sicer, mogoče še ne veste vsi tega, da je ena zgodbica o odkritju kave, izvira iz Etiopije in sicer v pokrajini Kafa, od tam naj bi seveda izvirala kava. Je kozji pastir opazil, da so bile koze zelo živahne, nemirne in tudi, da ponoči niso kaj dosti spale in je enkrat šel gledat, pač kaj je ta razlika in je prišel do grma, do kavovca in je opazil te češnjeve plodove, ki so, zrela kava je rdeča, je tako podobna kot češnja in so tudi zelo okusni ti plodovi, noter je pa seveda zrno kave, ne. In ker kava vsebuje kofein, ne, to je tisto poživilo, zaradi katerega imamo radi kavo poleg okusa, ki nam ga ponuja pražena kava, ke dobimo lahko okuse po lešnikih, kostanjih, vaniliji, citronki, pač odvisno, kje kava raste, pa tudi je potem odvisno, kako je spražena. Se pravi, še ena informacija glede arome, ne, da s tem, ko mi kavo pravilno spražimo, na to sicer verjetno mi nimamo vpliva, ker že kupimo praženo kavo in pol tudi pri sami kuhi, ne, da jo ne pregrejemo, pustimo, da vse arome in eterična olja pri ekstrakciji, se pravi, ko gre vroča kava, ko se raztaplja kava v vroči vodi, dobimo ven popoln okus kave, k temu pač težimo ljubitelji kave. In da se vrnem nazaj na zgodbo.
v glavnem pastir je opazil, da so koze smukale jagodičevje z tega grma, je odrezal vejo in jo je nesel domov, tam jo je dal vaškim starešinam. Oni so to probali, sama zelena kava, ne, nima glih nekega okusa, in so pol vrgli vse skupaj na ogenj. Iz tega ven je pa pol v enem trenutku lepo zadišalo in to je pač zgodba o tem, kako se je začela zgodba o praženi kavi. So pa obstajajo tudi zgodba, ne vem, če obstajajo dokazi, da so že z živalsko maščobo mešano z kaskaro, to je olupek od kave, delali prve energetske tablice. Pač ko so šli lovci lovit, so te dve sestavini zmešali in so imeli te kroglice kot vir energije, ko so po savani lovili svoj plen. Ja, mogoče še kot zanimivost, da ime kava ne izvira iz pokrajine Kafa, ampak iz arabske besede kawa, ki pa opredeljuje rastlinski napitek oziroma vino. Zdaj, prvi arabski opisi omenjajo kavo 900 let našega štetja kot napitek za zdravilne namene. To je. In dejansko kava je zdravilna že v tem pogledu z vsemi antioksidanti, ki jih vsebuje, in pa to, kar sem prej rekel, da z ritualom pitja kave ne, vzpostavimo v življenju neko konstanto, ne, neko ponavljajoči ritual, ki vsekakor blagodejno deluje na človeka. Kava vsebuje seveda poleg eteričnih olj in pa veliko antioksidantov tudi kofein, poživilo, in v taki skodelici ga je, reci, piši, tam okrog med 130–150 miligrami. Obstaja pa v espresu pa toliko, da dobite en vtis, ga je 5-krat manj, tam okrog 30 miligramov, ga je pa okrog 130 v Red Bullu, tako da sicer ne priporočam Red Bulla, boljš kako kavo več spiti, je pa to. Zdaj tudi, kar se tiče, ko smo prej govorili o usedlinah, ne, zakaj je včasih starejši ljudi bolel želodec, ne, po drugi popiti kavi, zato ker so imeli pač pol ure kavo še namočeno v vodi in so pol tisto drugo kavo spili, tako da, kar sem že med samim procesom priprave kave rekel, je, da predlagam, da če imate radi več kave, da si skuhate kavo, skodelico spijete in pol, ko se vam zlušta naslednja skodelica, si spet pripravite svežo, ker to vzame v bistvu 3–4 minute, pa je kava pripravljena, ne, tako da. Zdaj smo ravno pred začetkom druge karantene, je bil 1. oktober, no, je svetovni dan kave, to je še en tak podatek, mogoče zanimiv. Pa kje raste kava, ne, kava raste, ker rabi temperaturo, toplo, tudi ponoči se ne sme hladiti, se pravi, da raste v tem subtropskem pasu, v bistvu ne samo v Afriki, ne, ker največja proizvajalka kave zadnjih ne vem koliko let je Brazilija, se pravi raste v Južni Ameriki, Afriki, tudi Indija, en del Azije. So probavali nekaj v Kaliforniji, sam ni šlo, ker so pač tam prehladne noči. Tako da za dobro kavo je pa, kar smo že večkrat poudarili, tudi pomemben proces praženja. Zdaj
tu v detajle ne bi šel, je pa sam to, da kljub tehnologiji, ker zdaj si že vsi na avtomate za pražiti priključijo računalnike, je še vseeno tle človeška roka tista, ko poskrbi, da je pol kava pražena tako, da ven dobimo en res dober napitek. Je pa tako, eni imajo radi malo bolj medium pražene kave, kar sem prej priporočil za turško kavo. Za espresso so lahko tudi malo bolj pražene. Je pa pri kavi, vsem nam je všeč na italijanski espresso in bolj, ko gremo na jug Italije, bolj je pražena kava. In če pri nas dobimo tako kavo, rečemo, da je zažgana, kar je zanimivo, ne. Se pravi, da je tudi ambient, v katerem pijemo kavo, je pomemben oziroma pusti nek pečat na nas. Ja, nič, to je bilo druženje ob kavi, dobesedno. Za prvo delavnico jaz mislim, da smo povedali dovolj. Upam, da ste si tisti, ki ste dobili kavo domov, skuhali ta čas turško kavo in uživali v njej. Če ne, boste pač drugič spili. To je bilo z moje strani to. Imejte se lepo in nasvidenje do naslednjič.